Leto 2024 je bilo pa polno izzivov v vseh ozirih, tako osebno kot poslovno in na področju osebne rasti. Tako da mislim, tako kot sem že rekla, da se v prvo nadstropje iz pritličja pride po stopnicah in vsako področje v letu 2024 imelo nek izziv in smo ga prehodili delno, nekje bolj, nekje manj, ampak je bilo kar. Tako da poslovno smo določene nove stranke osvojili, ponudili boljše nove storitve. Osebno je bilo nekaj takih izzivov z vidika širšega razumevanja. Osebna rast je pa itak vsak dan posebej izziv. Obdobje, ki je pred nami, je polno izzivov tudi naprej. Bi pa mogoče iz nauka, ki sem se ga naučila letos, dala motivacijsko misel za naprej, ki verjamem, da lahko velja za vsakega Slovenca, Slovenko, tako podjetnika ali pa če počne kaj drugega. Ni simfonije brez pavze in tišine. Jaz sem se skozi to misel naučila, da je tudi prav, če po delu, ki ga opravimo in ga pravimo dobro, počivamo, razmislimo, pogledamo, kaj smo naredili dobro, kaj lahko naredimo boljše in potem gremo v novo simfonijo. Tako da verjamem, da si naj vsak Slovenec, da je prav, da si vsak Slovenec vzame tudi po poštenem delu čas za počitek, premislek in za nov zagon in potem počne stvari, ki jih počne dobro in najboljše tudi naprej.